No, tukaj le ob meni v studiu pa je že Dunja Gačnik, ustanoviteljica PSQ metode in učiteljica Scott Pilatesa, podjetnica, ki neizmerno uživa, da lahko pomaga drugim pri njihovih izzivih zdravjem, počutjem, bolečinam v telesu in motivacijo. Deluje pod okriljem lastnega društva z imenom Športno društvo Metulj. Dunja, lepo pozdravljena v našem studiu. Spet ponovno, ne? Tako. Zdaj si pa res že domača, ne? Ja, skoraj kot domači dnevni sobi. Tako. Povej, ali več sediš tukaj le na tem kavču ali doma? Ker doma slišim, da se vedno, ko si doma, da se gibaš, da si aktivna. V pogonu, tako da najbolj, da je res tole več. No, ampak tudi midva bova danes še telovadila, tako da nič, tudi to bova storila, ne, ker je prav, danes je ponedeljek, v ponedeljek se mi še posebej nekako posvečamo zdravju, tako da bova naredila tudi kakšne vaje. No, zdaj govorila bova pa predvsem o bolečinah, o težavah in eden izmed vzrokov je, da se pogosto ne zavedamo delovanja naših mišic, delovanja telesa in to potem povzroča težave, kaj ne? Ja, tako je. Ljudje smo pač prepričani, da nam psihologija oziroma vse te stvari, ki pašejo zraven, nič ne povzročajo nobenih bolečin, neravnovesij v telesu. V resnici je pa zgodba zelo drugačna in sicer ogromno teh današnjih bolečin v današnjem življenju, kakršnega pač imamo, ogromno vpliva tudi psihološki vpliv, ne. Ker se velikokrat se pač dogaja, da se ljudje niti sploh ne zavedajo, kaj v bistvu, zakaj sploh do bolečine prišlo, zakaj do neravnovesja prišlo, in potem seveda tudi nič ne naredijo v to smer, stvar se pa potem seveda samo poslabšuje. Se pravi, najprej je potrebno izvedeti vzrok, šele potem se lahko s tem ukvarjamo. Tako. Tudi nekako svoje telo moramo občutiti, ne? Moramo se ga zavedati. Ja, tako to je pač, če se ti ne zavedaš svojega telesa, zelo težko te stvari popravljaš, ne. In zdaj, mi smo v današnjem življenju pač velikokrat se gibljemo oziroma delujemo kot eni roboti. Vse je pač že avtomatizirano, če lahko tako rečem. In ljudje sploh ne razmišljamo več, kako gib naredimo, zakaj ga naredimo, in na koncu tudi samo razmišljanje, ne. Čeprav velikokrat kdo pravi, da smo mi tisti, ki oblikujemo lastne misli pa vse, ampak v resnici ni tako. Ogromno ali pa velika večina naših misli je avtomatizirana, ne. In je vse, in le redke stvari so v bistvu tako, da jih res z lastnimi mislimi, z lastnim umom naredimo, ne. Ja, in posledično seveda, ker smo roboti, ker smo avtomatizirani, nismo pozorni na svoje telo, in se dejansko dogajajo poškodbe, ne, ali pa bolečine, ne. In včasih se nam avtomatizirajo tudi, se pravi, gibi, ki niso dobri za nas, ne samo tisti, ki so. Ja, tako. Se pravi, tukaj, morda že pri sedenju lahko narobe sedimo, lahko se narobe držimo, lahko smo sključeni, ko vozimo avto, kaj so še takšni to primeri? So vse take stvari, vsakodnevno pravzaprav, ne. Sploh ni treba nekaj razmišljati preveč v globino, pa vse kakšni so zdaj vse tu gibi, ampak gre za čisto vsakdanje življenje, tako kot ste vi zdaj rekel, se pravi že sedenje, ne vem, v službi. Pač imamo tisto mizo, stol, računalnik postavljen, kakor pač je, in se v bistvu sploh ne zavedamo, kakšne lahko pripelje, kakšne poškodbe, kakšne bolečine, ne. Če bi pa mi majčkeno razmišljali, ko začutimo, ne vem, veliko ljudi recimo ima problem, ne vem, z desno stranjo telesa, ker pač v službi sedi in tak gib ima skozi, računalnik ima tako obrnjen telefon in konstantno dneve, tedne, mesece ima iste gibe.
In v bistvu, ko pride do neke poškodbe ali pa do neke bolečine, ljudje niti ne razmišljajo, zakaj je do tega prišlo. In velikokrat jaz potem na kakšnih delavnicah, recimo, če govorim zdaj v službi, v raznih podjetjih, ko jih imam, poleg tega, da jih jaz naučim neke vaje, ki sprostijo mišice, jaz obvezno prosim, da gremo v pisarne in da mi pokažejo, kje oni delajo, kje sedijo, na kakšen način sedijo. Ne? In na ta način smo že ogromno bolečin odpravili, tudi že s tem, da smo premaknili mizo, da smo premaknili računalnik, telefon, tako da tle je ogromno. Ne? Se pravi, že sama postavitev nekih predmetov, ki jih redno uporabljamo, nam lahko veliko spremeni. Kako pa sami pri sebi spremenimo to samozavedanje, se pravi, da smo pozorni na to, kako se držimo, da smo pozorni na to, kakšne gibe delamo in podobne stvari? Ja, zdaj v bistvu je tako. Mi moramo pač seveda biti toliko disciplinirani, da pač vemo, kdaj je kakšen gib napačen oziroma da pač napačno sedimo, stojimo, hodimo. In pa seveda z pravilno izvedbo neke vaje, ker skozi vajo se mi potem te stvari naučimo. Ne? Ni vse sem tako, da bi se rekel, joj, ti pa narobe hodiš, daj bomo to takole malo naredila, pa bom jaz neko teorijo povedala. Ampak ti moraš skozi vse te vaje v bistvu premakniti svoje telo v pravilen gib. Ne? Seveda, pa premakneš ga pa tako, da se najprej zaveštaš v glavi, kaj narobe narediš, potem ga pa lahko šele fizično. Ne? Ja, ampak verjetno se moramo pa tudi podučiti, kdaj delamo stvar dobro in kdaj delamo narobe. Se pravi, moramo vedeti, kdaj si želimo dobro, ne, se potrudimo, ampak ne naredimo vaje prav ali pa giba prav in si s tem naredimo več škode kot koristi. Ja, seveda. In kako pa recimo spoznamo, se pravi, to, kako pravilno delati vaje, se pravi, to pa verjetno vi učite? Tako, ja, to je pa v bistvu ta, bom rekel, neka metoda, ko je pač ta PSQ metoda, katero jaz učim, ki je pač sklop vseh teh znanj, ki sem jih pač vseh teh letih pridobivala. Tlega je pa v bistvu tako, mislim, če začnemo z nekimi vajami, problem je pri teh vajah, ko ti rečeš neko vajo naredi, ne vem, premakni roko. Sploh nima veze, gre lahko za en minimalen gib, premakni roko, ljudje to vsi avtomatsko delajo. Jaz pa učim, vsak gib, ki ga narediš v sklopu ene vaje, delaj kontrolirano. Da veš, katera mišica se premakne, zakaj se premakne in zraven razmišljaj, kaj premakneš. Ni to spet, da spet je isto, kot delamo v vsakdanjem življenju, da je avtomatizirano, ampak ti moraš biti z glavo pri stvari, kaj delaš. Edino tako veš in začutiš, katera mišica se bo premaknila, katera bo delala, katera ne bo. In potem korak po koraku, to je seveda proces, to ni tako, danes probam, jutri znam. In da to moraš verjetno vsak dan ponavljati, da ti sploh pride nekako v kri. Tako. Ja, potem so te vaše vaje zahtevne tako fizično kot psihično. Tako, ja, ker dostikrat se recimo zgodi, ne vem, v sklopu ene ure, ko pač delamo te vaje in pa eni uri, ki je konec, tako vedeči, če je to neka manjša skupinca, vedeči tako, kaj, a je že konc, sploh ne vem, kdaj je ta ura minila, ne? Zato, ker se toliko ukvarjajo sami s sabo in s posameznim gibom, da ura takole mine. Ja, ker proces razmišljanja te zelo zaposli, potem tudi čas hitreje mine. Dunja, najlepša hvala zaenkrat za ta pojasnila. Kmalu se spet vrnemo z oglasov, potem bomo pa malce se še pogovarjali, malce bomo pa tudi delali. Tako da lahko se nam pridružite tudi zraven, prav kmalu spet pridemo nazaj. Lep pozdrav, že smo nazaj z oglasov. Tukajle v studiu je ob meni Dunja Gačnik.
ustanoviteljica PSQ metode in učitelja Scott Pilatesa. Dunja, lepo pozdravljena. Prej sva malo bolj govorila, zdaj bova pa malo bolj še naredila kakšno vajo. Kakšno vajo točno bomo danes naredili? Zdaj tako, jaz sem pač naredila en sklop nekih vaj, kjer bomo v bistvu probali razbremeniti te mišice, ki so napete, in jih bomo na nek način sprostili. To pomeni, se pravi, mišica, ko je napeta ali pa ko je boleča, je ponavadi zakrčena, je napeta. Potem pa z enimi nežnimi gibi skozi te vaje, ki jih bomo 3-4 zdaj naredili v teh parih minutah, se ta mišica podaljša. Ne niti raztegne, ampak podaljša, kar se sliši mogoče malo drugače, in potem to podaljšanje potem seveda z rednim delom ostane potem mišica dolga in sproščena. Ampak res gre to za ene take minimalne gibe, oziroma kontrolirane gibe, tako da noben gib ni izveden hitro, ker dejstvo je, da vsi hitri gibi, ki jih pač delamo, ne morejo biti kontrolirani, ker glava ne sledi temu, in potem je res samo neko nabiranje, bom rekel, števila ponovitev, ni pa po vsej verjetnosti zadeva nikoli kvalitetna. Oziroma, moraš biti že res zelo dober v tem, da lahko hitro delaš. Kontrolirane gibe. Ja, definitivno za začetnike pa torej bolje počasni, majhni gibi in tako tudi bolj kontrolirani. Ja, ker problem je v tem, ljudje smo navajeni hiteti. Tudi ritem življenja nam tako nareka, vse mora biti hitro, vse šibati moramo gor in dol. In to se tudi vedno več je dela, vedno več je sedenja za računalnikom. In kakšno vajo bova naredila? Zdaj prvo vajo, ko že ravno sedim, bi mogoče naredila kar v tem sedečem položaju, in sicer gre bolj za vajo, kjer probamo sprostiti zgornji del telesa. Zgornji del telesa je pač v današnjem življenju, sedečem življenju zelo, zelo obremenjen. Če je bila par let nazaj številka 1 v bolečinah križ, je zdaj zadeva se obrnila in je šla ta zadeva na vrat in na ramenski del. In teh, bom rekel, bolečin, poškodb, nesorazmerij je čedalje več. Tako da je ena taka super vaja, se reče v narekovajih tudi lok, zato ker ponazarjamo tako, da hočemo lok vzeti pa ga napeti, ampak je super vaja za razgibati ramenski del. In sicer zadeva izgleda tako, da roke stegnemo pred sabo, obrnemo dlan proti dlani, in potem počasi z desno roko gremo s pokrčenim komolcem z roko nazaj, naš pogled pa sledi roki. In potem počasi gib vračamo nazaj. In potem, ko menjamo, gremo ponavadi vedno enkrat desna roka, enkrat leva roka. Zdaj, kaj je važno pri teh gibih? Spravi, ko gre roka nazaj, naj bi bil komolc v višini rame, da ni prenisko, previsoko ponavadi niti ne delajo, ampak ponavadi imajo roke prenisko. Važen je ta pogled nazaj, zato ker če mi pogledamo nazaj, tudi razpremo ta sprednji prsni del in lahko podaljšamo te mišice in potem vračamo nazaj. Zdaj, važno je, tako kot sem prej rekla, da niso ti gibi prehitri. Seveda bi jih lahko delali, ampak efekt te vaje bo popolnoma brezpredmeten, kakor pa če delamo počasi. Zdaj, tem gibu lahko dodamo še dihanje. Ker problem je, če jaz ljudem ne rečem, da ne dihajo, zraven zadržujejo dih. Sploh, ko grejo v en gib, pa imajo usta kar zaprte, pa pozabijo dihati, in potem gre kri v glavo, rdeče ratajo in je brez veze. Tako da jaz ponavadi potem, ko gremo v gib ali pa ko je težji del vaje, takrat vedno rečem, da se izdihne skozi usta ven, ponavadi se takrat tudi malo trebuh stisne noter, potem pa, ko se vračamo nazaj, je en vdih skozi nos.
Te pa spet malo ena filozofija tega gibanja, ko se pa da tudi 2-3 ure, pa se da vse skupaj naučiti. In za koga je najbolj primerna tale vaja, da jo počnejo? Sigurno za ljudi, ki veliko sedijo. Ker problem sedečega dela je med drugim tudi to, da smo zelo hitro z ramenskim delom padamo naprej. Se pa rame grejo naprej, posledično gre glava naprej, vrat in smo pa takole, ne. In zato seveda to je vse zakrčeno. In to vajo lahko brez problema izvajamo tudi v službi, na delovnem mestu. Ni nujno, da je to samo doma, ker rabimo zelo malo prostora, dejansko lahko sedimo na svojem stolu, če lahko bi načeloma tudi stoje, da vsaj mogoče tistih par minut, ki pač nekaj delamo, da nismo spet na stolu. Ampak drugače pa lahko tudi seveda sede. In ogromno se potem razgiba v tem delu in se pripomore, da je boljše. Koliko časa pa ponavadi najboljše, da naredimo te cikle teh vaj? Nekje vaje, tako jaz sem jih 10 ponovitev ponavadi, da se naredi. Zdaj, če je tako, kot sem recimo jaz delala enkrat ena roka, enkrat druga, je potem mogoče tam 5 do 6 ponovitev za vsako roko. Tako da ni treba 10 na eno, 10 na drugo, ker je potem že preveč in tudi ponavadi roke ratajo utrujene. Sploh na začetku je ljudem zelo težko držati roke tako. In jih začnejo roke boleti. Nismo vajeni, to je tudi en tak gib. Se pravi, delamo pa počasi kontrolirano in tudi recimo, če 6-krat na eno in na drugo stran, če naredimo počasi, je to potem tudi že kar malce zahtevno, je težje, ker moramo biti bolj... Seveda, spet, ko sem na začetku razlagala v enem prvem delu, treba biti z glavo zraven. Se pravi, kje je komolc, v kakšni višini, da se obrneš, da paziš, da je gib počasen, kje čutiš razteg, kje čutiš sprostitev. To je treba vse zraven razmišljati, kaj pač delaš. Če ne razmišljaš, je potem samo en gib, ki ne veš, zakaj ga sploh delaš. To je razlika. Jaz želim, da na koncu vsake vaje ljudje, ki pridejo k meni, točno vejo, zakaj so eno vajo ali pa en gib naredili. Ne, da me potem na koncu vprašajo, ti poslušaj, Dunja, zakaj smo pa zdaj mi to vajo delali, sploh ne vem, zakaj smo jo delali. In tudi ne, ker potem vemo, tukaj le nas boli, jaz bom tole vajo delal. Bistvo je, da potem tudi izven telovadnice, ko ljudje začutijo neko bolečino, neko napetost, se spomnejo, pa rečejo, Dunja je rekla na vajah ali pa ko me je učila, tale vaja je pa dobra za to sprostiti, grem narediti. To je manj cilj. Saj ni samo cilj, da ti prideš enkrat na teden ali pa 2-krat na neko vadbo, potem pa izven te vadbe pozabiš na vse. Bistvo je, da jaz ljudi naučim, kako se da pomagati, ko pride taka situacija, da si znajo sami pomagati in seveda razmišljati, zakaj do tega pride. To je torej glavni cilj na koncu, se pravi, da tudi v prostem času in v življenju nasploh na te vaje pridejo prav. Tako. Dobro, a imava še kakšno vajo? Ja, še gre. Zdaj bom šla pa dejansko na hrbet. Jaz se ti bom kar pridružil. V redu, odlično. Evo, da ne že tako preveč sedim, če me bo jela kamera, me bo, drugače me ne bo. Tako, zdaj, ena stvar, ki je pa tudi zelo pomembna, kadar imamo pa bolečine v križu ali pa v kolki, je pa, da znamo premakniti tudi medenico, oziroma ko premikamo noge, se hkrati premika tudi medenica in s tem sprostimo vse mišice okrog medenice in okrog kolka. Posledično se nam tudi tale zadnja mišica stegenska podaljša, ker to je pa problem tudi pri večinoma ljudeh, ko sedijo ali pa pri športnikih tudi. Takole bova, noge bova pokrčila, stopala bodo na tleh, roke bodo ob telesu. Začela bova z desno nogo. In sicer bova desno nogo pokrčeno počasi dvigovala gor, da se bo koleno približalo prsnemu košu. Greva toliko, kar nam dopušča mišica. Eni bodo šli več, eni manj. Tako je, pa do tiste skrajne točke, kjer gre, premaknemo kolena in potem počasi
spuščamo nogo dol. Bistvo je na počasi, se pravi, počasi gor, počasi nazaj. Pa greva kar še z isto nogo, se pravi koleno, gre gor. Trebušne mišice na desni strani se krajšajo, zadaj na križu gre križ v podlago in se mišice podaljšujejo. Potem pa, ko bova spustila počasi nogo dol, sprostiva trebušne mišice. Tako kot en balonček rata, trebuh gre ven proti stropu. Tako, pa greva še enkrat. Desna noga gor. Koleno se približa prsnemu košu. Tako, potem pa počasi z občutkom dol sprostiva trebušni del. Tako, zdaj bova šla pa še za levo nogo 3-krat. Gremo počasi, koleno se približuje prsnemu košu, zdaj se pa na levi strani trebušni del krajša, zadnji na križu podaljšuje in potem počasi z občutkom gre noga dol, trebušne mišice se sprostijo. Še 2-krat, gor. Upam, da delate z nami tole. Tako. Kako? Ja, da gledalke in gledalci tudi to počnejo, dobro je to za vas. Tako. Lahko si tudi prevrtite nazaj in potem si prinesete eno tako blazinico. Zadnja. Takole. Meni tudi prav pa še malce gibanja. Tako. Takole, hvala lepa, Dunja, da si nam pokazala tole, lahko so kar mogoče v temle sedečem položaju se tudi posloviva. Jaz se res, sicer sem samo eno vajo naredil, ampak se kar malce res počutim bolje. No, včasih je dovolj 10 minut, da se malce pretegnemo, pa gremo z več energije tudi v dan, ne? In bolj zdravo. Tako, hvala za vse to, da si nam malce pokazala vse dobro in se kmalu spet vidimo, ne? Tako, hvala. Tako, tole je bila Dunja Gačnik, upam, da ste malce potelovadili z nami, sedaj gremo v oglase, lahko še malo povadite, lahko pa si greste tudi po kakšno kos sadja ali pa kaj drugega za zajtrk v hladilnik, čez 5 minut pa se vrnemo spet, tako da ne hodite predaleč.